Obožujem potovanje. Obožujem deskanje. Ampak pratam, kjer se ti dve stvari združita. Zame je to najboljši trenutek. To je tisto, za čimer vedno znova hrpenim. Michaela Jones, strasna deskarisa na velikih valovih, znana po osupljivih posnetkih iz notranjosti zavijajočih se valovnih cevi, je umrla pri 44 letih, po tragični nesreči pri deskanju v Indoneziji. Bil je skromen umetnik, njegove slike so bile neverjetne. Njegov žalujoči oče je povedal, ko se je spominjal Mihajlove navdihujoče surferske fotografije. Jones, profesionalni deskar iz Havajev, je bil znan po tem, da je tvegal življenje in zdravje, da bi posnel fotografije in videoposnetke globoko iz notranjosti valovne cevi. Na njegovem Instagram računu so bili prikazani sadovi njegovega drznega dela, kristalno jasni posnetki valov od spodaj, ki so se ukrivljali in tvorili cevi okoli njega, medtem ko je čepel na svoji deski. Nekatere slike so razkrivale čudovite sončne vzhode in zahode, ki so bili vidni skozi valovni tunel pred njim. Havajski kolega in surf fotograf Woody Woodworth je fotografsko delo Michaela Jonesa označil za osupljivo in posebej izpostavil eno fotografijo kot najboljšo surfarsko sliko, kar jih je kdaj videl. Spektakularna fotografija, objavljena na naslovnici revije Surfers Journal, je prikazovala Jonesa znotraj bleščečega turkiznega valovnega cevi, z iztegnjeno levo roko proti steni, ki je odsevala tako jutranjo svetlobo, ki je prodirala vanjo, kot tudi Jonesovo lastno silhueto. Tu je 10 točk za surfanje, 10 točk za fotografijo po tehnični plati in 10 točk za koncept, je povedal Woodward. To je brez dvoma absolutna zmagovalka med fotografijami vseh časov. Jonesova strast do surfanja v oceanu se je začela že kot majhen otrok, ko je odraščal v Kailui, na vzhodni obali Oahua. Surfanjem je začel pri 7 ali 8 letih, v zgodnjih najstniških letih pa se je že udeleževal amaterskih tekmovanj. Osvojil je 2 državna naslova v kategoriji dečkov do 12 let, kar je nakazovalo na nadarjenega deskarja, kakršen bo postal. Kot mlad odrasel je Michaela Jones postal profesionalec in si pridobil sponzorstva, ki so mu omogočila lovljenje valov in raziskovanje eksotičnih deskarskih destinacij, kot so Tahiti, Fidži, Južna Afrika in Galapaški otoki. Deskarske revije so poročale o njegovih podvigih, jahanju velikih valov in drznih zračnih manevrih. Najboljše deskarske znamke so njegovo podobo uporabljale v svojih oglasih. Toda Michaela Jones si je želela več kot le jahanje velikanskih valov. Želel je dokumentirati izkušnjo iz notranjosti samih zveri, ki jih je skušal ukrotiti. V 90-ih letih je začel nameščati kamere na svojo desko, da bi med deskanjem zajel posnetke iz svoje perspektive. Po izumu kamer GoPro si je Michaela zagotovil sponzorstvo podjetja in uporabil več fiksnih GoPro kamer za ustvarjanje 360-stopinskih posnetkov, ki gledalca potegnejo v dogajanje. Jonesove tehnične spretnosti in ustvarjalnost s kamero so se ujemale z njegovo drznostjo kot deskarja. Potiskal je meje mogočega v surf fotografiji in izumil nove načine, kako se postaviti v samo središče vala. Čeprav je bil ta drzen pristop revolucionaren, ni bil brez posledic. Michaela Jones je bila ob eni priložnosti skoraj utopljena po hudem padcu, to traumatično izkušnjo pa je opisala kot izventelesni pojav. Letel je po nebu in pogledal dol, njegovo telo pa je plavalo v oceanu, se je spomnil njegov oče. In potem je slišal, kako ga včeraj kličejo. Ati, pridi domov. In potem se je vrnil nazaj v svoje telo. Jones je nekako ponovno prišel k zavesti in ga je val naplavil na greben. Kljub bližnjim srečanjem s smrtjo se Michaela Jones ni mogla upreti privlačnosti mogočnih falov in priložnosti, da jih dokumentira iz njihove notranjosti. To je kot bolezen, je dejala Michaela. Ampak ko prideš na mesto, ki si ga raziskoval, in je prišlo valovanje, veter je pravi in se pripravljaš, da odveslaš v popolne valove brez gneče, to je tisto, zaradi česar vse to počneš. Tam dobim svoj odmerek. V profilu iz leta 2014, objavljenem v reviji Surfers Journal, je bila Michaela Jones predstavljena kot pustolovska deskarica, ki se je podajala na vznemirljiva potovanja v iskanju popolnih valov. Ko je zapustil svoj dom na Havajih, je prepotoval Papuo Novo Gvinejo, Panamo, Šrilanko in Azore ter na poti dokumentiral svoje deskarske uspehe. Članek je izpostavil njegov uspeh na Sumatri, kjer je osvojil več naslovnic, spretno je zdeč visoko v mogočnem objemu val. Kot eden izmed pionirskih deskarjev zunaj tekmovanj svoje generacije je gospod Jones pripadal predani skupini posameznikov, ki so prečesavali svet v iskanju najboljših valov, sledili nevihtam in posneli osupljive fotografije in videoposnetke. Pri tem je postal znan po svojih izjemnih posnetkih iz lastne perspektive, kjer je uporabljal filmske tehnike, ki so gledalcem omogočile, da so skupaj z njim doživeli adrenalinski občutek vožnje skozi cevi valov. Michaela Jonesa je njegovo nenehno iskanje popolnega vala, julija 2023, popeljalo na otoke Mentawai. Mentawajski otoki, ki ležijo ob zahodni obali Sumatre v Indoneziji, so zaradi svoje idealne lege za lovljenje valov in ustvarjanje popolnih pogojev za deskanje postali pravi raj za deskarje.
Otoki ležijo v Indijskem oceanu znotraj tako imenovanega swell koridorja, območja med Sumatro in Avstralijo, kjer se združujejo vsi glavni valovi Indijskega oceana. Ti valovi so prepotobili tisoče mil, neovirano strani kopnega, da bi dosegli Mentavaje, pri tem pa so pridobili izjemno velikost in moč. Ko dosežejo gosto razporejene otoke, se valovi osredotočijo v izrazite vrhove in kanale, ki ustvarjajo ene najdaljših cevnih valov na svetu. Surferske točke, kot sta Rifles and Lances Ride, planujejo vožnje, dolge več kot četrt milje, kadar so pogoji pravi. Zaščita, ki jo nudijo otoki, pomeni, da so valovi razmeroma zaščiteni pred vetrom, kar ohranja gladko površino vala. Obdajajoča džungla in koralni grebeni, polni morskega življenja, ustvarjajo idilično tropsko okolje. Medtem ko je bil dostop do te oddaljene surferske utopije nekoč omejen, zdaj razcvet surfarskih čarterjev novi generaciji odpira valove, ki so bili nekoč skrivnost. Za deskarje na velikih valovih, ki iščejo vrhunsko avanturo, Mentavajski otoki ponujajo neprimerljiv raj. Načrt je bil ostati na otokih od 30. junija do 10. julija, v pričakovanju nepozabne surferske avanture. Na žalost je usodni konec tedna prinesel tragedijo. Kot je povedal Imar Abelera, lastnik bližnjega letovišča, ki je priskočil gospodu Jonesa na pomoč, je Michaela skupaj s svojim nečakom in drugimi deskarji čakal na valove v vodi. Med njimi se je pojavil impresiven, 8 čevljev visok val, in Jones je pokazal izjemno znanje ter potrpežljivost, saj je izbral ravno tisti val, ki si ga je želel. Tisto nedeljo je bilo letovišče polno, zato se gospod Abelera ni pridružil gospodu Jonesu in drugim v vodi, kot je to storil ob prejšnjih priložnostih. Nenadoma sem prijel klic, je povedal. Michaela Jones je bila hudo poškodovana. Prosil za pomoč. Bil je res miren in je rekel: Mislim, da sem si prerezal arterijo, ostalim ljudem v vodi. Prihajali so še drugi valovi. 4 ljudje v vodi so mu pomagali, vendar je moral še 2 vala premagati sam, zato je snel varnostno vrvico z deske, da bi se izognil dodatnim udarcem, in mu je uspelo priti skozi. Z desko in čolnom so gospoda Jonesa pripeljali na obalo, kjer jih je pričakal gospod Abelera in izvedel, kako se je krvava preizkušnja v vodi odvijala. Medtem ko so smrtonosne ureznine zaradi plavuti na deski za deskanje žal precej pogoste, je bil Jones znan po tem, da je svoje plavuti namerno ohranjal izjemno ostre, da bi lahko izvajal ostrejše zavoje na valu. V kombinaciji z ogromno silo vode lahko plavuti zlahka prerežejo udje deskarja. Čakal je na to, je rekel gospod Abelera. Res je vedel, kakšen val si želi. Bil je res potrpežljiv, dobil je val, zapeljal se je v cel, v tunel, a mu ni uspelo. Rekel je, da se je val zaprl. Tako smo ugotovili, da mu je, ko je padal, smernik prerezal glavno arterijo. Ko je Michaela Jones padel v valu, mu je izjemno oster smernik deske prerezal femoralno arterijo, ki dovaja kri v spodnje okončine. Tako je kri začela brizgati iz njegove rane v okoliško vodo. Nato so se z rešilcem odpeljali v majhno bolnišnico, približno 10 km stran. Zaradi velike izgube krvi je Michaela komaj dihal in je izgubil zavest. Podveza, narjen iz vrvice za desko za deskanje in kosala sa, je bil na hitro izdelan v obupnem poskusu, da bi ustavili krvavitev iz skoraj 10 cm globoke rane na njegovi nogi. 1 uro smo poskušali ohraniti njegovo življenje, je povedal gospod Abelera. Po beseda dr. Martina Schreiberja, profesorja kirurgije in direktorja za trauma na medicinski fakulteti Univerze za zdravje in znanost v Oregonu, je femoralna arterija ključna za oskrbo noge s krvjo, in če je predezana, posledice so lahko hude, saj lahko pride do hitre in življenjsko nevarne izgube krvi. Glede na to, da se skupna femoralna arterija nahaja v dimljah, tradicionalnih podvez ni mogoče učinkovito uporabiti za zaustavitev krvavitve. Namesto tega je pojasnil dr. Schreiber, da je pri takšnih poškodbah nujno potrebno močno pritiskanje na rano. Deskarjem pogosto svetujejo naj uporabijo brusni papir, da utopijo robove svojih smernikov, če so ti preostri, s čimer zmanjšajo tveganje za hude poškodbe v vodi. Ti previdnostni ukrepi so namenjeni povečanju varnosti deskarjev in zmanjšanju morebitnih tveganj, povezanih s tem športom. Kljub kisiku, stiskom prsnega koša in obupanemu poskušanju drugih ukrepov je Michaela Jones tragično preminila 9. julija 2023. Kayla Ashton, nečak gospoda Jonesa, ki je bil z njim v oddaljeni regiji, je okolje opisal kot eno najzahtevnejših, v katerem so deskari. Kljub iskrenim prizadevanjem Kale, da bi pomagal, je na Instagramu izrazil globoko obžalovanje in priznal, da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, vendar ni mogel preprečiti tragičnega izida. V eni svojih zadnjih objav je Michaela Jones posnel samega sebe, kako stoji na deski za deskanje, medtem ko so se stene vala sklenile okoli njega. Čas je za življenje, je zapisal. Poleg žene in otrok, je dejal, je deskanje vse, kar potrebujem. Izguba Michaela Jonesa je globoko prizadela deskaško skupnost, kjer so mu njegovi umetniški in vznemirljivi videoposnetki iz prve osebe prinesli zaslužen ugled.
Njegovo delo, ki ga je izpopolnjeval več kot desetletje, preden se je začel sodelovati z GoPro, je bilo dokaz njegove izjemne nadarjenosti in strasti do športa, ki ga je ljubil. Diskaški svet je žaloval za velikim talentom in pustolovskim duhom, ki je pustil neizbrisen pečat v umetnosti snemanja diskanja. Michaela Jones sta preživeli njegova žena Emma ter njuni hčerki Bella in Violet, ki čas preživljajo med Balijem in Havaji. Za seboj je pustil tudi očeta, starejšo sestro in dva mlajša brata, potem ko je leta 2011 izgubil mamo Violet. Njegova družina najde tolažbo v prelomnih prispevkih, ki jih je Michael dal surfarski fotografiji, in v neskončnem navdihu, ki ga bo nudil generacijam deskarjev.